Goran Dragič, hvala za vaš čas, za slovenski sportklub in seveda tudi Sportklub Srbija. Povejte mi, 4 dni ste v Sloveniji, spremljate kaj NBA zdaj, ko ste doma? Ja, skozi. Mislim, ne vstajam po noči, da bi gledal tekme, ampak vsako jutro pogledam na internetu, kakšen je rezultat in nekako vse gre po pričakovanju. Ravno to sem želel vprašati, vaš favorit, glede na to, da ste rekli, da gre vse po pričakovanjih, je? Jaz imam 2 favorita, tako bom rekel. Golden State in Cleveland. Mislim, da te 2 ekipe sta res najmočnejši v ligi NBA. Potem pa v finalu je pa vse možno. Mislim, vemo, da lansko leto Cleveland je vodil 3-1, če se ne motim. Golden State je vodil 3-1 in potem Cleveland zmagal serijo, tako da zelo težko reči. Kako pa vi, profesionalni košarkarji, gledate na take dvige forme, kot recimo lahko opazimo pri LeBronu Jamesu, ki v rednem delu sezone zdi se, da na koncu igra celo na pol moči, potem pa pokaže tisti svoj pravi obraz? Ja, mislim, da to odlikuje te res super zvezde, tako kot je LeBron James, Kawhi Leonard, Steph Curry, Durant. Mislim, da vejo, koliko je pomembna vsaka tekma v play-offu, tako da nekako tudi vsako, ko bi rekel, vsak possession, ko igrajo na 100% in tudi vidimo, številke rastejo. LeBron James v tej seriji proti Torontu je imel povprečje 36 pik, tako da mislim, da je to res neverjetno, ampak zato je tudi najbolj plačan. Za vas je žal, tudi v Sloveniji smo seveda z obema očesoma spremljali zaključek rednega dela sezone. Najbrž je težko reči konec po 82 tekmah v tako zgoščenem časovnem obdobju, je kar težko se posloviti od končnice. Ja, je res. Mislim, da nasploh življenje se malo spremeni po sezoni, kajti 6-7 mesecev si skozi v tem ritmu, vsako jutro greš na trening, vsak dan avion, tekma in potem, kadar konča sezono, se nekako vse podre. Ne veš, kaj bi delal sam s sabo, ampak je tudi to dobro, da se malo mentalno in fizično spočiješ. Zdaj imam zelo veliko časa za otroke, tako da sam rabiš par dni, da se navadiš, da preklopaš iz te, ko bi rekel, iz službe na dopust. Vi ste tekom rednega dela sezone lige NBA začeli ste malček slabše, potem ste pa v letu 2017 se dvignili kot Feniks iz pepela in v tem procesu ste iz ekipe postali družina. To ste tudi vi dejali enemu izmed ameriških kolegov. Kakšen je ta proces? Ja, ta proces je, mislim, nekatere ekipe to dosežejo prej, nekatere ekipe rabijo malo dlje časa, ampak na koncu nekatere ekipe pa sploh ne dosežejo tega. Tako da mi smo imeli zelo veliko problemov od začetka sezone s poškodbami, tako da takrat naše igre niso bile glih najboljše. Nanizali smo samo 11 zmag in 30 porazov. Potem pa nekako smo skupaj stopali, veliko smo se družili, hodili ven na večerje, se družili in nekako mislim, da je eden izmed naših soigralcev rekel z začetka, smo bili tujci, potem smo ratali prijatelji, na koncu pa družina. Ja, in to se je uspelo opaziti tudi na parketu. Goran, povejte mi pa povsem iskreno, če bi v tem trenutku prišla iz Brooklyna ponudba za, ne vem, 40 milijonov na sezono, pa vse, kar pride zraven, glede na to, kaj so storili na koncu rednega dela sezone in na tekmi proti Indiani, poslali rezervno ekipo na parket, bi sprejeli? Ne, mislim, da mislim, vemo, v kakšni situaciji je Brooklyn, najslabša ekipa v letošnji sezoni. Bilo je res malo čudna zadnja tekma, njihova reakcija, ker so napisali, da bojo glavne igralce spočili zakaj? Za naslednjo sezono, tako da tudi videli smo, da se je bivši komisar NBA lige javil, David Stern, in je povedal svoje. Tako da tako pač je. Mislim, da na koncev bi mi mogli za svoje stvari poskrbeti malo prej, kakšno tekmo več zmagati in
na koncu ne bi imeli takšnih problemov. Kako se pa po vašem mnenju lahko liga in tudi igralci, ki imate vpliv na to preko svoje zveze, kako se pa lahko vi pritožite oziroma kako lahko uredite takšno zadevo, kot je prvo kot prvo tenkanje in drugo kot drugo počivanje košarkarjev na koncu rednega dela sezone, recimo kot je storil Brooklyn? Ja, to je zelo težko. Mislim, da so se kakšni trenerji, kakšni igralci so se že pritožili na ligo, ampak to je problem, ki ne moreš dokazati. Ne moreš dokazati v tem smislu, kaj ti lahko dajo oni na listo igralca, da je poškodovan in ne moreš v bistvu nič reči. Tako da videli smo, da je bilo že kar nekaj problemov v tej sezoni, predvsem te tekme na TNT, na televiziji TNT, in potem je Cleveland spočil igralce kot LeBron Jamesa in vemo, da je takoj gledanost manjša. Tako da ja, bo zelo zanimivo v prihodnosti, kaj bo Liga NBA naredila. Ja, zanimivo, da je takrat Greg Popovich, ko je spočil Duncana Parkerja, Ginobilija, dobil celo kazen strani Lige NBA. Morda pa je to pot do rešitve. Goran, mi, ki vas spremljamo že od samega začetka, smo spremljali tudi vaš razvoj, pravzaprav od kadeta do pleja Olimpije, do nekoga, ki se je v Ligi NBA razvil, zdaj že v veterana. In seveda ste vmes dobili tudi dober met z razdalje, smrtonosen met iz pol razdalje. Kako pa je v vaših očeh potekal ta proces od kadeta do pleja Olimpije in potem, dobro, nekaj časa še Tau Ceramika oziroma Kaha Laboral, potem pa NBA? Ja, zelo dolga pot, res zelo dolga pot. Vse skupaj se je začelo, samo kot igra. Vsakič sem hotel biti na košarkarskih terenih in samo metati žogo, ampak potem imaš te obdobja, mislim, da je zelo pomembno, predvsem ta razvoj pri mlajših igralcih, da nekako razviješ ta svoj karakter, nekako svoje razmišljanje in potem seveda kam te pot pelje. Jaz vemo, da od začetka moje kariere sem bil igralec, ki je imel samo prodor, nekako, ko sem igral z Olimpijo, nisem veliko metil za 3 točke, tako da mogoče glih zaradi tega, ker sem bil toliko dominanten, kajti vsakič sem lahko prišel do koša in nekako nisem potreboval te mete iz razdalje. Potem pa seveda, ko sem prišel v Ligo NBA, se to vse nekako spremeni. Pod košem čaka Dwight Howard, Shaquille O'Neal in takšni centri, tako da nekako moraš se prilagoditi. In seveda, takrat sem delal na tem, na mojem šutu in zdaj vemo, da zdaj imam, ko bi rekel, popolno igro, lahko zadano trojko, pol distanco, lahko grem do koša in definitivno je tudi meni zelo lažje igrati, kajti lahko iz Arsenala potegnem kjerokoli orožje in to je nekako, tudi v življenju nekako se razvijaš in še zmeraj, zdaj sem 31 let, še zmeraj delam na kakšnih stvareh, ki jih hočem popraviti in mislim, da je to prav. To pa je, recimo, kje vidite največji prostor, manevrski prostor za izboljšave? Pa je desna roka, mislim, da desna roka, čeprav leto sem kar zaključoval z desno roko, ampak mislim, da lahko še napredujem na tem področju. Potem pa zadnjih 6-7 tekem sem proti tem mlajšim plejem igral low post, tako da žogo so mi dajali nekako po globini, tako da to sem zdaj nekako dajem v moj arsenal. Tako da to pa mogoče... To je taka klasična veteranska poteza. Ja, definitivno. S hrbtom proti obroču, 31 let ni veliko, ampak vseeno. Ne, se strinjam, to nekako z leti tudi spreminja svoj način košarke, kajti vemo, ko si mlajši, si hitrejši, lahko prebijaš, potem z leti postaneš malo počasnejši, ne moreš več držati tega tempa in moraš spreminjati svojo igro. Tako da to je ena izmed sprememb, tako da floater je, mogoče v preteklosti nisem nikoli metal floaterje, zdaj letos. Pa tudi noter grejo, ne? Ja, tako da je kar nekaj, ampak ni to čez noč, ne moreš to čez noč spremeniti, ampak to delaš na tem. To sem želel vprašati, poletje bo, zdaj, ko je reprezentanca, sicer na žalost vseh slovenskih ljubiteljev košarke, zadnjič za vas,
Najbrž ne bo veliko priprave oziroma časa za priprave na NBA sezono, ampak spomnim se, enkrat ste mi v enem izmed intervjujev, sicer že dolga leta nazaj, rekli, da ponavadi boljše igrate za NBA klub, ko je poleti reprezentanca. Ja, to je res, to je res. Mislim, da zdaj z reprezentanco sem lahko samo mesec dni, tako da predtem imam še dobra 2-3 meseca, da lahko delam na moji individualni igri, da lahko izboljšam kakšne stvari. In pač to je nekako ta trening, ki delaš 1-0 sam s trenerjem. Mislim pa, da reprezentanca mi zelo pomaga pri moji fizični pripravljenosti in seveda v mojem ritmu, kajti kadar igram za reprezentanco in potem pridem že v klub, sem že fizično zelo pripravljen in imam že zelo veliko minut za sabo igranja 5 na 5 košarke in to mi zelo pomaga. Ni unga, ko bi rekel, da imam rjo, da moram spet v začetku vse delati, sem že nekako že v pogonu. Pa še zadnje vprašanje za našo televizijo. Ko boste prišli nazaj v Miami, nazaj v ekipo, Peta Rileyja včasih radi primerjamo s čarovnikom, glede na vse poteze, ki jih zna povleči. Kje bi vi najraje videli kakšnega novega košarkarja in morda, če ste že kaj razmišljali o tem, katerega? Namreč ob številnih poškodbah in tako naprej je bila letos, vsaj po mojem mnenju, največja luknja tam na 3-4. Ja, tako je. Mislim, da to so vsi zelo dobro videli. Tako da tudi vemo, da Pat Riley razmišlja v tej smeri. Tako da ja, 4, 3, tako da pač zdaj mi bi si vsi želeli, da bi ta ekipa ostala takšna, kot je in seveda propela še 1-2 igralca, da bi ta nivo igre še dvignili. Tako da Hayward iz Utah Jazza, zelo zanimiv igralec. Fantastičen. Igraš 3, lahko igraš tudi 4 včasih. Tako da potem imamo seveda tudi na draftu en pik, tako da bomo videli. Mislim, da Pat Riley je poznam po tem, da zmeraj naredi dobre spremembe v ekipi in bomo videli. Hvala lepa. Hvala.